Lep pozdrav, gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. N1 podcast je to in jaz sem Suzana Lovec. Z mano pa danes Jedrt Maležič, pisateljica, prevajalka in še mnogo, mnogo več. Iskriva sogovornica, duhovita pisateljica, opisovalka življenja in situacij. Jedrt, dobrodošli v N1 podcastu. Hvala za povabilo, res iskreno. N1 podcast s Suzano Lovec. Jedrt Maležič, zakaj pišete? Zakaj pišem? To me pa zdaj malo presenetilo. Zato, ker očitno mislim, da imam nekaj za povedati. Predvsem pišem iz neke fascinacije nad svetom, bi rekla. Ker se mi zdi, da ima vsak nekak svoj medij, ne? Za ene je to so intervjuji, govorjena beseda in tako naprej. Moje pa definitivno, jaz mislim, pisanje. Zelo verbalna sem bila od nekdaj, ampak predvsem mislim, da s tem, ko sem ugotovila, da imam nekaj za povedati, oziroma ko se si domišljam, da imam nekaj za povedati, ne, sem odkrila to slast napletanja zgodb in potem, priznam, verjetno je nekaj egotripa tudi v tem, ne, da imaš občutek, da je pa ravno tvoja zgodba, da bo pritegnila še koga. Predvsem je pa to nek način gledanja na svet, ne. Jaz recimo zbiram teme potem, pa več ali manj realistične iz družbe, potem kaj mi recimo vzbuja nelagodje v smislu, da imam neke ambivalentne občutke do te teme, nekaj, kar me blazno zabava, je tudi ambivalentno največkrat, ker se mi zdi, da je humor tudi povezan z nelagodjem, oziroma je neka reakcija na nekaj ti mora zatrokirati, da se zasmejiš, ne? Tudi če je tragično, tudi če je ali pa milo, ne, vseeno. Občutek imam, da pišem zaradi tega, da si pojasnim stvari, ne. Občutek imam, da ne bi pisala, če bi mi bilo vse zen, če bi bila čisto dana v sodo, ne bi imela niti razloga, niti se mi ne bi dal. Tako da pišem zaradi tega, da si poskušam razložiti, kaj to sploh je, ta kozmična šala, na kateri smo pristali, ki se mu reče planet Zemlja. Vaše knjige obravnavajo zelo različne tematike, a ne? Imamo tukaj romane Vija vaja ven, Napol morilke, Križci krožci, pa kratkoprozni zbirki Težko mentalci in Bojne barve. To so zelo različne teme, ampak vi pravite, da jih povezuje ena stvar, ne? Upor. Zdaj ta upor, mogoče bralec, ko jih bere, a ne bi rekel, povezuje jih upor. Kje se skriva upor v teh tako različnih tematikah? Jaz mislim, da je dejansko, da je upor rdeča nit mojega pisanja, zaradi tega, ker tudi kadar ga ni, ne, recimo v Napol morilkah sem dala za protagonistko to najbolj nekako pasivno junakinjo, ki pravzaprav upora ne zmore skoraj do konca knjige, ne. Pa še pol bi se dal debatirati, ali je to zdaj bila uporniška gesta ali je samo predala štafeto. Občutek imam, da tudi kadar upora ni, je to vse prežemajoča tema, ne, pri meni. Jaz se ves čas ukvarjam s kljubovalnostjo na nek način, s tem protestom pravzaprav proti temu, da stvari nekateri ljudje oziroma tudi liki moji jemljajo zdravo za gotovo, da imajo občutek, da nekaj tako mora biti in da je to zakoličeno in da se tega ne da premikati. Proti temu jaz tudi osebno protestiram. Ne samo moji liki, ne, ampak verjetno, sigurno je to povezano, kaj mene driva v smislu, da mi vzbuja nelagodje, ne. To, kar sem prej govorila, v resnici tudi, kadar ni upora v mojih protagonistih, je to ta srž, ne, to je tema, zakaj ni upora, kje se je izgubil, kaj je zdaj z njim, ne. Je upor v bistvu bistvo tega pisanja, zato pišete? Ja, ponekod bolj neposredno, jaz tudi mogoče iz upora pišem, ne, ampak to bi se dal mogoče razdelati v smislu, da sem pripadnica manjšin, ne, imam bipolarno motnjo, sem lezbika, sem mama in tako naprej, ne, biološka. Marsikdaj se mi zdi, da je ta kljubovalnost pravzaprav odrešitev za svet. Ne? Če nekdo, če nihče ne reče, lejte, čakajte, to pa ni tako zakoličeno,
Potem pač drsi ta barka, jo premetava v ocean in drsi ta barka neko svojo pot. Če pa nekdo prime za krmilo, pa reče, ne, sem gremo, ne, je pa to upor. Na pol morilke, ki ste jo omenili, ne, je o 3 generacijah tržaških Slovenk, ki zbežijo pred fašizmom. Ne. Via vaja ven, gre nekako za nek cinični humor o iskanju duhovnosti, te osebne razsvetljenosti, kako bi vi opisali? Ja, mogoče bolj satira ali pa kritika New Satira. Age v duhovnosti, te instantne. Ja. V smislu, kako daleč lahko to pripelje. Zelo se mi je bajno fajn, se mi je zdelo, ker je neka kritičarka prepoznala v tem pisanju Via vaja ven, ker v bistvu za moj okus še kar trivialno prikazuje zadeve, ne, je našla v bistvu metaforo upora proti neoliberalizmu oziroma temu novodobnemu fašizmu, kapitalnem, mislim pač to vsiljevanje odgovornosti posamezniku, ne, in pač vidi to knjigo kot upor, ne, proti temu pravzaprav okultnemu, bi rekla, fašistoidnemu kapitalizmu. Ne. Tako da ja, za Via vaja ven sem pač imela mogoče malo neambiciozen načrt, ampak se mi zdi, da če je lahko nekdo prepoznal v tem tudi kritiko kapitalizma kot tacga, se mi zdi, da je pač knjiga oziroma tema še vedno, da ni čisto izčrpana, mogoče še kdaj kaj na to temo poskusila. In Krišci krožci o razpadu družine, to je roman o ljubezni in o ločitvi, a ne? V bistvu vse vaše knjige, tudi Težkomentalci in Bojne barve, izhajajo iz neke vaše osebne izkušnje, ki pa to niso knjige, to niso knjige o vas. Ne, izhajajo dejansko iz... ne bi se jih lotila pisati, če ne bi imela izkušnje, no, to je res. Tako. Ampak ljudje, rekli ste mi, da ljudje zmotno mislijo potem, da pišete o sebi. Da je avtofikcija. Tako, da je to avtofikcija. Niti ne. Občutek imam, da ne. Zdaj jaz ne vem, ne, pač kako to zdaj zveni. Občutek imam pa, da sem se samo hotela lotevati tem, ki jih zelo dobro poznam. Se pravi, nisem hotela v resnici lagati, nisem hotela blefirati in pa ne pravim zdaj, da epski romani golfajo ali pa pač slepijo ljudi. Ne. Jaz nekako ločujem pisatelje na te terenske, ne, ki imajo zelo, zelo konkretno izkušnjo svoje teme. In seveda te bolj, ki so ponovadi v kanonu, ki jih tudi ljudje zelo čislajo in zelo cenijo, ne, ampak ki so ponavadi bolj oddaleč spoznali svoje junake in svoje teme. Mislim, da je ena prijateljica rekla salonske. Se pravi, terenske in salonske pisatelje, recimo. Ne. In predvsem, ker sem se lotila prve knjige Težkomentalci, ne, sem imela občutek, da moram povedati zgodbo, ki še ni bila povedana v našem prostoru na tak način, kar verjetno ima vsak pač pisatelj s prvencem občutek, ne. Ampak zato sem se lotila tematike psihiatrične bolnice, ker jo poznam od znotraj, ne, in se mi je zdelo pač tukaj res ne bom lagala, ne bom zavajala. Vem, o čem govorim, sem pa seveda like prilagodila literarnemu delu, saj konec koncev nisem pisala za lastno terapijo ali pa kaj tacga, ne. Pisala sem zato, ker sem hotela ven sporočiti to, ne. Nisem pisala zase, to je pač po mojem nek mit, da pisatelji pišemo zase. Seveda, akt pisanja, ja, je nekako zase, ampak namenjene so pa knjige absolutno širšim občestvom, ne, če ne, se verjetno tudi ne bi lotevali takih projektov. Zakaj imate večinoma prvoosebne pripovedovalke in pripovedovalce? Ja, to je tudi zame osebno malo provokacija, ne. Vedno od nekdaj, ko sem prebirala knjige pisane v prvi osebi, sem imela pač to tendenco, se ne zanalaš, ampak kar tendenco, da sem povezovala, to se je pa mogoče vsaj v neki obliki tudi piscu zgodilo, ne. Piscu, piski. Ampak
Vedela sem pa, da ni, pa da ne smem tega povedati na glas. Ne, pa tako se pravi, v bistvu mi je zmanjšal distanco do tega dogajanja. Ne. Bolj sem povezovala lik in delo. In ko sem jaz začela pisati, sem rekla, joj, pa menda ne bom, pa bojo mislili, da sem to jaz. Ne. Ampak pa sem rekla, pa sej, ne, glih, to je ta svoboda piščeva, ne, da pač prehajaš, to si vse ti, ne. Vsi ti glasovi so moji, seveda, to je neka kakofonija, ki jo pač potem nekako preleviš v dialog, ne, oziroma pač naštete dialoge. In seveda, ja, ko sem pisala, sem rekla, ja, tukaj moram skozi, ne, tukaj je nekaj, kar me dela ambivalentno in tukaj moram skozi in moram v prvi osebi pisati in konc. Je bilo težko začeti pisati v prvi osebi, čeprav v bistvu ne gre za vas. Hočem reči, je težko imeti prvoosebnega pripovedovalca? Mislim, meni je zapisati ni težko, ne, sam pa, ko pomisliš, kdo bo to bral, ne, je pa tako malo, ne. Glede na to, da sem jaz recimo sama imela isti predsodek, pa imam precej opravka s knjigami, prevajam, pišem, pač ves čas sem obdana z besedili, pa sem vedela, kakšen efekt je, ne. Me je malo stisnila, ampak v bistvu jaz, ko pišem, ne razmišljam prav dosti o tem, kako bo to brati, zaradi tega, ker če bi me strah dobesedno zadavil. Ja. Zato nisem, pa sem kar šla naprej, pa sem pol razmišljala o tem, kdo bo to bral. Skratka, kot ste rekli, vi vzamete neko okoliščino, ki jo dobro poznate, ali pa neko situacijo, ali pa neko temo, ki vam... Nekaj, kar se mi zdi, da mi vzbuja nelagodje. Nelagodje, ja. Poudarjate, da to ni autofikcija, ne gre za vas seveda in za vašo situacijo, da ljudje pogosto napačno torej mislijo, da gre za vas. Ampak me ne moti. Vas ne moti. Ne, me ne moti, sam pač drug efekt je, ne, če jaz rečem, to se je meni res zgodil, pač potem mislijo, da se mi je vse to res zgodil kakšni, ne, ampak pač seveda se mi ni. Če že bi pristala na autofikcijo, ne, ampak jaz v bistvu osebno mislim, da ni to. No. Kako pa razmejite v bistvu? Kateri del življenja še vzamete? Jaz kar vse pokradam. Jaz pač mislim, da je pač to je ta svoboda, če si pisac, lahko kradeš izkušnje. Ne vem, večina stvari, recimo v Kristih krožcih, ki so roman o lezbičnem materinstvu in o ločitvi, večina se ni zgodila ne meni, ne komu tako pač od mojih zelo bližnjih oseb, ne. Ampak vendarle mislim, da neka celota pa za nekoga, ki ve, kakšna je bila moja izkušnja z ločitvijo, ne, pa da imam otroka recimo, bo takoj pomislil, bo takoj povezal z mano. Ampak pač jaz mislim, da je to še vedno nekak stvar posameznika. Zdaj, če se tega bojimo, ne, kot avtorce, potem po mojem nima smisla pisati. No. Je potem verjetno pisati slabši, a ne? Če se boji. To pač vzameš nase. Saj po eni strani je krinka, po drugi strani so pa varovalne barve. Ne? Zdaj, jaz bi, ne vem, rada rekla, da sem vse to doživela, ne? Ampak pač moj svet ni tako razgiban. Ne? Rekli ste mi, da pri Kristih krožcih, da ste hoteli napisati nekaj, kar bi si vi želeli brati par let nazaj. Ne? Skratka, to je roman o razhodu lezbičnega para, ki ima skupaj otroka in se ločita. Jaz lahko rečem, da je to roman o vseh parih, ki se ločijo, ne glede, ali so heteroseksualni ali homoseksualni, in bi ga res priporočala vsem. Tudi sicer vi pravite, ne, da radi rečete, da pišete za vse, ne? Nikakor ne samo za LGBT osebe in da se literature ne sme zapirati v neke mehurčke. Ja, tukaj je zdaj zelo velik tem, ki bi jih rada načela. Zdaj, mogoče bi kar začela s tem, da pišem za vse. Mislim, jaz ne znam tega razmejiti. Ne, da bi rekla zdaj, da moramo vsi pisati za vse. To sploh ne, pač pišče za kogar hoče, ampak jaz dejansko ne znam razmejiti, za koga pišem, zate pa ne. Ti boš bral, ti pa ne boš. Pač jaz pišem za neko generalno javnost, ne, recimo. Tudi ko pišem o lezbičnih temah, zdaj super vprašanje mi je bilo od enega nemškega pesnika v Frankfurtu me vprašal, kaj mislim o getoizaciji, pa pač recimo zapiranju LGBT plus literature. In se mi je tako zdelo, pač
družba kot celota, ves čas ponavljam, pa tudi ne vem, kdo me pa sploh še pripravljam poslušati. Tudi LGBT pravice, ne, pa pač enakost, to ni stvar neke ozke peščice, to ni stvar manjšine, to ni zdaj zato, da bomo mi, ne, lezbike, geji in ostali si izborili zase te stvari. Ne, to je stvar družbe kot celote, to je stvar volje, do kakšnih hočemo biti mi ljudje, recimo, ne, ali pa pač tudi širše konec koncev. Kaj hočemo od tega sveta in kaj smo pripravljeni za to dati, ne? Jaz mislim, da tudi LGBT pravice pa LGBT literatura je pač vedno odraz družbe kot celote. Ne more biti ne znam jaz tega omejiti. Ne. Recimo, v slovenskem prostoru sem imela občutek, da je veliko lezbične literature namenjene prvenstveno recimo lezbični srednji. Pa ni to moja smer, ne, recimo. Mislim, seveda super in krasno, da to obstaja, da obstajajo varni prostori, ki lahko pač, za katere se piše, v katerih se tudi piše svojo lastno zgodovino, ne, LGBT oseb in tako naprej. Ampak jaz enostavno te zgodovine ne znam ločiti od vse splošne človeške zgodbe, ne. Zame je to, kako si bomo zdaj izborili enakost med ostalimi, to ni stvar neke peščice, nikakor, ampak je to stvar predvsem te širše srednje, ki nas včasih blokira, pa nas pusti istočasno jih blazno ferbec, kako mi živimo, ne? In zdaj mogoče sem tudi zato hotela malo napisati, da ni nujno, nismo vedno pridni, nismo vedno zgledni, ampak to še ne pomeni zdaj, da si ne zaslužimo enakih pravic, kot jih imajo vsi, ne? Pričemer smo se zaleteli v še eno predpostavko, ne, da se kot pridnost upošteva to, da ostaneš za večno skupaj. Ja, to je pa ta ironija, ki jo jaz pač še kako čutim v lastnem življenju, ne, zdaj, ko sem ločena. Oziroma, zdaj niti ne, zdaj se ne sekiram, zdaj sem kar v redu, tudi v partnerstvu in tako naprej. Ampak imela sem v preteklosti, ko sem se ločila, sem imela občutek, kada me vidijo ljudje, ki so podpirali naša prizadevanja za enakost kot neko nehvaležno, ne, v smislu, tako smo se zelo borili, da vam omogočimo poroko, ne, pa vi pa ločitev, ne, mislim, kdo še to videl, ne. No, čeprav ni autofikcija, mislim, da ta del zelo dobro ubesedite v romanu, ne, če si enkrat pocahnan kot vesela družinica, enkrat pribeležen kot srečno poročena in plodovita posameznica, je to žig. Ne moreš se zapustiti, ne moreš biti zapuščena, kamoli zapuščena sama doma med karanteno, nimaš se kaj ločevati, nimaš kaj zvijati trobentastih jointov v zapacanem fletu, nimaš kaj samevati. Ti si tista budala nasmejana, tista s plakata za vesele kretene in zvestobo in poročne prstane. Dali so ti srečo, jo podarili iz lastnega žepa, ti si jo pa dolžna ohranjati kot svetinjo. Tako so ti za vrat namesto medalje obesili povodec. Ja, jaz to še vedno mislim, ne. To je pač izrekla junakinja na precej bolj sarkastičen in ciničen način, kot bi jaz, ne, recimo. Ampak ja, še vedno je ta občutek, ne, kada pač recimo večinska ali pa straight populacija, cis populacija iz svojega žepa daje nam to, Kot neko pač milost. podeljuje neko, ja, kot neko miloščino ali pa celo bi rekla žrtev, ne, z njihove strani, ker morajo oni potem svoje pravice krčati. Ne, pač dejansko je to podla laž. Jaz mislim, da je tudi eden od porivov, zakaj sem šla pisati Križca Krožca, kjer je junakinja dejansko je malo zoprna, je malo nadležna, je malo zahojena v smislu svojem, ne, spet alternativnem. Pa tudi, ne, preklinja, kadi ves čas pač razbija lokal, če ne drugega, ne, in tako naprej. Ona je odraz tega, kar jaz mislim, da moramo vsi skupaj sprejeti. Ker če je enakost, da vse, potem gledaš najslabši scenarij, ne, tudi zakoni se ne pišejo zdaj za zgledne državljane. Pač zakoni so za primere, ko zadeva ne deluje, ne. In če je enakost, je pač vsak, ki nam je zoprn, deležen enakih pravic. Pika. Omenili ste ta humor, ne? To v vaših besedilih, v vaših tekstih, v vaših knjigah vsi omenjajo. Tudi ko človek bere, res
že na prvih straneh se nasmehne, gre, ne vem, če bom dobro ubesedila, ampak tako je v bistvu tudi zelo resne teme ali pa teme, kjer se vsi najdemo, ki so težke, ne teme, tako neki občutki. Je to, s čimer pridete do bralca, je res nek iskrenost mešana s sarkazmom, a ne? In zato mogoče tako zelo zažgejo ta besedila, ker se tako pridejo zelo blizu, ampak prav zaradi te neposrednosti, ne? Ki je oženjena z nekim humorjem, zelo inteligentnim, ni na prvo žogo, ampak hkrati je pa tako, kot da bi se v bistvu vi pogovarjali, a ne z mano, recimo, kot da se dva prijatelja pogovarjata. No, sej, brez filtra je, a ne? Brez filtra je napisano in to se čuti, da je kako ne rečem, besedilo iskreno. Ne, ja. Ampak vi pravite, da vas velikokrat sprašujejo o tem humorju in tudi res, kar sem brala o vas, intervjuji, kar so vas spraševali, vsi pač omenjajo ta humor. In pravite, da ste razočarani, če kdo reče, da so mu vaše knjige smešne, ker pravite, humor je zame sredstvo preživetja, ne? To ste rekli tudi v podcastu Modra soba, da gre za humorno luč v najtežjih trenutkih. Kako vi vidite, kako vi ta svoj humor čutite, kako nastaja in napišete to besedno tako, kot čutite pri sebi, da more iti v uho nekomu? Ja, jaz pišem ne glede na to svojo, kar sem prej rekla, fascinacijo, da mi nekaj zatrokera, pa ali pač bruhnem prasnem usmeh, ne. V smislu, ne zdaj, da bi rekla, da je to ho, ne, da se zabavamo, lepo, fajn, bomo meh raztegnili, ne. Pač dejansko sem bila skoraj užaljena pri težko mentalcih, pri prvencu, ne, ker so mi kakšni ljudje rekli, joj, kako fajno pišeš to psihiatrijo, sem umirala od smeha. Kako? To je tragična tema, ne. Meni se je zelo, kako so umirali od smeha. Jaz nisem želela zabavljati, ne, čez ljudi ali pa se jim rogati, ne. V smislu, da ne morem pa prepovedati seveda ljudem, da se smejejo, če jim isto naredi, če je pač to ta njihov, ne, da jim zatrokira, pa da jih popade smeh. To sem po mojem kar malo morala spremeniti pri sebi to logiko, ne, ker najprej sem tako, ne se smeja, to nisem jaz mislila smešno, ne. Ampak če pa ja, pa zakaj pa ne, konec koncev. Jaz sem sam nekako v teh vprašanjih videla vedno neko nerazumljenost, ne. Nekako se mi je zdelo, saj v vojnah, v obleganem Sarajevu, vse so vedno bili vici, vse so bile vedno šale. Povsod, kjer je napetost, povsod, kjer je ambivalenca ali pa pač neko osnovno nelagodje, pač udaraš z humorjem lahko, ne. Je pa res, da je to, sem pa mogoče v naslednjih knjigah malo bolj razmišljala, da je tukaj navzoče kar precej defenzivnosti, ne. Seveda, kadar je pretežko, se obrneš v humor, ampak ni to cilj mojih knjig, ne, da bi bežale pred resnico. Bolj je to, da jaz pač dejansko tako funkcioniram v privat življenju, da ko vidim nekaj, kar me fascinira, sem lahko jaz temu zelo naklonjena, ni nujno, ne, pravzaprav, da mi je zoprno ali pa odbijajoče, da se temu rogam, ampak jaz tako funkcioniram, da pač karkoli mi ne gre iz glave, me zaposluje, jaz to pač prekopicujem toliko časa, dokler ne najdem nekega skeča ali pa pač enostavno ene take mogoče za koga zafrkljive situacije, ne, samo meni to veliko pomeni. Jaz nimam občutka, da bi poniževala stvari s tem, ko se jim smejim, ne. Niti se jim nasmejim, sam pač poskušam jih ironizirati, pa tako. Zato sem pravzaprav končno vesela tega vprašanja, ker lahko mogoče pojasnim, kaj me je tako zmotilo, da sem sprva, ko mi je kdo rekel, da so humorna dela, sem bila tako, ne, se niso, ne, seveda so. Mislim, humor kot tehnika seveda je noter. Je pa to pač stvar preživetja, v smislu ne samo preživetja, ampak tudi življenja. Tudi jaz živim tako, ne. Jaz pač v vsaki stvari, ki me zbode v oči, pač ves čas iščem pravzaprav te neke humorne pritikline. Tudi če jih ni, toliko bolj jih iščem, ne. In je to
v bistvu nekaj, Modus vivendi. Modus vivendi, nekaj, s čimer si vsi lahko pomagamo. Jaz bi tukaj prebrala še en odlomek iz te knjige, v katerem se po moje res lahko čisto vsi najdemo, nekoč v življenju. Najhuje od vsega je dejstvo, da ko čakaš, da bi se nekaj fatalnega zgodilo, se zagozdilo v kolesju časa, da enkrat za vselej ustavi njegov tok, preseka in uniči kontinuiteto, takrat še naprej teče in gre dalje, kot da ni nič. Takrat, ko si najbolj sveto prepričana, da bi se moral svet še isti hipec končati, obnemeti in obstati, gre čas dalje. Mirno se nadaljuje, to mu je v naravi, tako stvari potekajo in ni potrebe, da bi se zaradi tebe karkoli spremenilo, ker kdo pa si ti? Kdo kurca pa si ti? To je ta to. Ja, to je ta nek imperativ pravzaprav, da pač stvari grejo naprej in vedno ob vsaki tragediji, jaz mislim, imamo res vsi občutek. To je mogoče res tak zelo univerzalen del tega romana, čeprav jaz mislim, da načeloma je to kar lezbična knjiga, ne, v smislu odločilnosti lezbištva za to, da se zgodi, kar se. Tukaj pač nimam kaj dodati, seveda. Najbolj nefer, najbolj se ti žmaga to, da se ni vse skupaj porušalo, ko se je te porušil svet. Ja. In tako kot ste rekli, ob vsaki tragediji naši, ko jo doživljamo, se nam zdi čudno, da svet še kar je. Ja, jaz dostikrat se celo to lažem na ta način, ne, da rečem pa tam v Singapurju pa na Kitajskem so ogromna mesta, ljudje živijo, mislim, ali pa pač galaksija, ne, tako nekako si mal poskušam stvari v merilu predstavljati, zdaj jaz tle obolevam, konc je ne vem česa, konc je mojega sveta, ne. Medtem ko pač v Maleziji veselo vrvijo ogromne metropole. Ne? Pač na tak način se lahko počutiš slabše ali pa precej boljš. Se mi zdi vaš čas to minevanje. V bistvu ne vem kdo, mislim, da Matej Bogataj v Mladini, da je ugotavljal, da je to roman o času. Križci krožci, tudi mogoče zato, ker gre v rikverc, zgodba. Tako, tudi. Pa tudi zato, ker je seveda začetek tragičen oziroma pač razpad sistema, ne, pa gre vedno bolj v neko idilično ljubezen, ki je verjetno tragična že zaradi tega, ker si prej prebral, kako je razpadla, ne. Mogoče je to ta neusmiljenost časa pravzaprav, ne? Da sem mogoče res tako nezavedno želela to obdelovati, da me je to tako fasciniralo. Pišete oziroma ste pa že napisali tudi novo knjigo. Ste že napisali Dvoliki. Zbirka kratkih zgodb. Ja, izide januarja? Januarja, ja. A lahko že zdaj kaj rečemo o vsakdanji dvoličnosti? Ja, lahko, seveda. Jaz sem se trudila poiskati zgodbe ljudi, ki niso na prvi pogled dvolični. Skoraj nihče ne bi rekel, pravzaprav, da so nekako na prvo žogo kakorkoli hinavski. Nekateri pa tudi, ja, seveda. Ampak potem, recimo, sem se trudila vplesti druge like, ki so prav tako hinavski, sem mogoče ne tako očitno. Se pravi, nisem pravzaprav želela tako v obraz plunt družbi kot taki, ampak sem hotela pravzaprav to nizati neke te fascinacije s temi drobnimi, v bistvu neopaznimi dvoličnostmi, ki jih po mojem pač čisto vsi prepoznavamo. Je najlažje okrog sebe, seveda, pri sebi malo težje, ampak seveda so. Ukvarjala sem se pa z najrazličnejšimi, od protestnikov, direktorjev. Najbolj mi je bilo žal ene veganke, ki več nisem hotela nič hudega. Ta glas, ki sem ga slišala, tega lika. So vsi v prvi osebi? Ne. Tukaj sem pa malo menjala, zato ker sem čeprav, ja, verjetno jih je kar dost v prvi osebi, ampak ne vem na pamet. Kako je z veganko, se upravičujem? Ne, se ni važno. Ne, pač ko kakšnim likom res nisem hotela nič hudega, sem jih malo razplastiti v tej njihovi. Zato sem dala naslov tudi Dvoliki, nisem dala dvoličneži ali pa dvolični. Pač tako, pred sabo so eno, pred družbo so drugo, recimo. Niso
ni to vrednostna sodba, to je samo opažanje mogoče, no. So pa različni ljudje. Kako se levijo. Aha. So pa, Ja, zelo razgibano v smislu likov. Mislim, da toliko raznolikih likov še nisem dala v knjigo. Je pa res, da so večina jih je v srednjih letih. To sem pa zdaj. Mogoče tudi mlajši se najdejo, naprav za res starega pa ni nobenega. Ne, kako je to. Mogoče si skrivam kaj, da sem na poti. a opažate, da so nekateri ljudje vendarle bolj dvolični kot drugi? Ja, seveda. Mislim, da nekateri ljudje imajo predvsem problem z introspekcijo. Oziroma z odsotnostjo introspekcije. Jaz mislim, da je to... jaz bi itak vsakomur priporočila, če ne drugega, vsaj psihoterapijo, ne, ali pa pač neke bolj poglobljeno delo na opazovanju samega sebe. No. Tako da seveda so ljudje, ki imajo občutek, da si pripovedujejo ves čas neko zgodbo o sebi, ki se ne spreminja. To je tisto, kar sem takoj na začetku rekla, da tako mora biti, ne? Da so zakoličeni in da oni so pač dobri ljudje in da pač taki so, zato pa zato in da so sami vse zgradili. Ne vem, zdaj pač nekaj karikiram, Jaz mislim, noben človek ni a priori ne dober, ne slab, ne? Pač vsi smo nek melanž. Občutek imam pa, da je ta zgodba v sebi, to je sigurno kakšen koncept v znanosti, družboslovni, ampak jaz še nisem dovolj prebrala, da bi to zares izsledila. Imam pa eno tako teorijo, no, pač o tej zgodbi o sebi, ki si jo vsakdo poveduje, ne, ta mit osebni. V tem smislu mislim, da nekateri ljudje pač dejansko verjamejo, da so brez napak, ali pa če že ne brez napak, da so pa vsaj vse naredili tako, kot niso mogli drugače, pa da to tako je moralo biti in da to tako je bilo in tako naprej. Medtem ko pač objektivno za okolico seveda niso neoporečni. Ne? Večina jih je kar na visokih družbenih položajih, to je še tudi zanimiva reč. Ampak ja, ta zgodba o sebi, ne, to, kar si mi ves čas, s čimer se hranimo, ta nek naš mit, jaz mislim, da je to škodljivo in to je neka kuga. In če se nikoli ne podvomi, če nikoli se ne vprašaš, a je ta moja zgodba o meni pač samo zgodba, potem pač si izgubljen za to neko raziskovanje samega sebe. Ne moreš sploh priti do nekih filigranskih tančin in se ne spoznaš. Jaz pa mislim, da je pač nekako naivno verjamem, da je spoznavanje samega sebe v vsakem primeru evolucija. No. Kaj naredi to drugim ljudem okrog tebe? Ja, seveda, tudi to škoda je kolateralna, škoda je velikanska. Ne? To je sicer, ja, se pravi, ni vrednostna sodba, no meni je to samo fascinantno opazovati. Bolj, ko so ljudje recimo kruti do bližnjih, ne, bolj imajo to samo poveličevanje. Ja, zgodbo o sebi, kako oni niso mogli drugače, recimo. Pa tako. To je tako zanimivo, se ne pravim, da je grozen v smislu zdaj moralnem, ne, ampak pač tako zanimivo je, kako to pač zaslepljeno. Mislim, ljudje se sploh ne vprašajo, kaj pa če je to samo moja zgodba, ne? Kaj pa če bojo vsi ostali o meni drugo zgodbo. To je tako pač, ne vem, definitivno za raziskati. No? Ok, bomo prebrali. Jedrt Maležič ste pa tudi prevajalka. Študirali ste vi prav prevajalstvo, prevajate iz angleščine in francoščine. Kakšna je razlika med prevajanjem in pisanjem za vas? Mislim, da ste nekoč rekli, da prevajate za kruh, za zaslužek, pisateljevanje pa užitek. Je taka ločitev? Je to tako prisilno, ne? To je res prisilno. Jaz bi z rade volje pisateljevala za kruh. Takoj, sam pač zaenkrat nimam te možnosti. A pa je tudi v prevajanju užitek, to hočem reči. Ja, seveda. Jaz dejansko mislim, da so to dve različni službi, ne? Čeprav imate obe opravka z besedami veliko. Ampak pri prevajanju dejansko so neki drugi procesi na delu. Jaz se nikoli nisem tako zelo poistovetila z prevajanjem, kot se pravzaprav zadnja leta s pisateljevanjem. Sem imela pa dolg časa problem reči, da sem pisatelj. Tem, ko prevajalka mi nikoli ni bilo problem reči. Zakaj pa to? Ja, podobno.
nisem si upala uzurpirati te titule, ne, nekako. Podobno kot sem, recimo, rade volje vsakmu povedala, sem bila v norišanci in da pač, da imam bipolarno motnjo, ne, da sem lezbika, sem pa rekla, jaz šele pri 30 zase. Tako nekako iz enega straha spoštovanja mogoče, ali ne vem, jaz sem zdaj sicer, mislim, da sem pisateljica, nisem pa tako zelo, ne da bi rekla glasna, ampak v tem smislu, mi pisatelji, ne. Pa ne. Ampak v Frankfurtu ste bili, ne? Ja. Kakšna je bila pa tam izkušnja? Pa ne vem, jaz sem mogoče bila malo tam splašena v smislu, ne, kako smo zdaj mi prišli iz neke daljne Slovenije. Sicer tam v paviljonu je bilo luštno, pa organizatorji so bili super v vse. Ampak občutek sem imela, da sem pač dejansko še zelo daleč od tega, da bi si rekla samozavestno, lejte, jaz sem prišla, jaz bom zdaj vas počastila s svojim mnenjem ali kakorkoli. Nisem imela najvišje samopodobe, no, da rečem. Občutek imam, da se je z organizacijo zgodilo nekaj, kar je pač dejansko bilo skoraj nepričakovano zame, kako se je dobro odvil pravzaprav na koncu. Glede na to, kako je kazalo, pa kako smo se bali vsi, da bo to pač malo polomija. Niti slučajno nismo bili prezrti, ne? Nismo bili pač niti povzdignjeni, ampak pa dejansko je bilo dobro speljano. Jaz mislim, da organizacija da je bila super. Najbolj sem bila pa vesela pravzaprav teh novinarskih. Pač mene je en pesnik spraševal, mene pa Stanko Hrastelo enem večeru, take stvari, ki sploh pri nas nekako ne pridejo na tapeto, ne. Oziroma zdaj v takem poglobljenem pogovoru, ki ga imamo medve, recimo, vi ste me že vprašali to s humorjem, pa to ne. Ampak tam je bilo pa tako, mislim, da je bilo vse skupaj 20 minut in je sama taka relevantna, polemična vprašanja sem dobivala, da sem bila prav fascinirana. Nek drug nivo je bil, no. Kot v Sloveniji. V resnici bolj, bi rekla, skoraj povezan s poglobljenostjo branja, ne. Tukaj pri nas, ne vem, včasih je že vprašanje, kje dobite navdih ali pa kaj takega. To pač lahko vprašaš kogarkoli, ne. Mislim, to dosti generično, ne, ampak tako, se mi je zdelo kar na nivoju, no, vse skupaj. Jaz sem imela mogoče edin mal kompleks, ker nisem bila še prevedena v nemščino, ker še zdaj ni šla knjiga. Pa se mi je zdelo mogoče, da pač nobenega ne zanima, kaj pa jaz zdaj tam počnem. Ampak ja, pa zaradi takih vprašanj pa vidiš, da seveda vedno se najde kdo, ki pa ga zanima, ne. Če se vrnem nazaj k prevajanju, vi ste prevajali tudi Nelsona Mandelo in Martina Luthera Kinga. Ja. Koga prevajate z najbolj tresočo roko? A se prevajano tako sploh reče? Hvala Bogu, zelo mlada, pa se mi roka ni tako tresla, ker sploh vedela nisem, kaj vse lahko narobe naredim, pa sem tudi verjetno vse to naredila narobe. Ne vem, zdaj zadnje čas, dlje ko prevajam, bolj s tresočo roko vse prevajam. Zdaj trenutno delam drugi del Vernona Subutexa od Virginie Despentes, ki je genialna ženska. Vsaj v tej trilogiji jaz pač dejansko slišam njen glas, ne vem, in imam pa občutek, ta tresoča roka, ne, je pač v resnici to, da ves čas popravljam za sabo, ne. Tipkovnica, ki briše, je inačica te tresoče roke. Občutek imam, da nič ni zadosti dober, ne, in pač ves čas tisto original zveni tako, pač je uporniška, je punkerska, je pač v slengu tudi piše in tako naprej. In imam občutek, da res, da je treba biti dorasel temu, no. Sicer nisem imela občutka, da ne bi zmogla, ne, to ne, ampak se mi zdi, dlje ko prevajaš, bolj si pri vsakem avtorju pazljiv, no. V smislu, veš, kaj vse bi lahko kiksnil. Tako da ja, vedno najbrž najnovejši prevod prevajam, najbolj nesigurna. Trenutno pa sploh, od Virginie Despentes sem pa prav fenica, tako da še toliko bolj. Ampak verjetno je dober prevajalec, prevajalka prav tisti, ki ima neko, ne vem, če straho, ampak spoštovanje pa do tega, kar
Po mojem mora Besedilo. imeti predvsem neko afiniteto, ja, seveda. Jaz tudi mislim, da lažje je prevajati stvari, ki jih sam predlagaš, ne? Stvari, ki si jih našel, recimo, ali pa pač, da jih že poznaš odprej, pa so ti všeč. Kolikokrat se vam to zgodi? Se zgodi? Redko, ampak tokrat se mi je, to celo, ja, to sem si, ja, pa je pa še to, ne, da si sam zbereš, zdaj pa če boš to zeznil, pa sam si izbral, pa urednika si prepričal, pa sploh ti ni pomoči, ne, to je pač lahko oboje. To je tako, kot če prideš na literarni večer, pa ne vem, pa je 10 ljudi, pa vse poznaš, pa reč, se vse poznam, se pa vse v redu. Pa tako, ne, jaz vse poznam, kaj pa če ne bo, ne. Tako da, bo resno, je. O umetni inteligenci in prevajanju ste pisali za revijo Literatura oktobra letos. Imate tezo, da seveda umetna inteligenca lahko nadomesti prevajalca, a nikakor ne enakovredno. Zdaj sem to zelo po svoje povzela. A ne? Je tako? Mislim, da zdi se vam pomembno, da je odzadaj človeška izkušnja in da je pomembna smer, v katero kaže prevod. Jaz sem v bistvu mislila, da umetna inteligenca ne more nadomestiti tega Tako. človeškega faktorja v književnem prevajanju. Ne? Pri prevajanju raznih pogodb in to je pač že to dost standard. Ne? Tudi zmore tvoriti metafore. Ne? Pred leti smo se recimo smo se zezali, ne, kaj bo pa pol, ko nas bojo telefoni že posod razumeli, kaj govorimo, pa tako bomo morali pa v metaforah pol. Pa se bomo sam še s tropi sporazumevali, ne, pa tako, da nas ja ne bo umetna inteligenca nam prisluškvala, pa tako to je zdaj že ta vlak je odpeljal, mi pač umetna inteligenca bolje tvori metafore od nas. Moje vprašanje je, kdo bo to bral. Ne? Kdo bo bral to, kar bo, torej knjiženo delo, Kar ki jih bo sprovede umetna Tako. inteligenca, nam enostavno ali pa meni osebno ni dovolj fascinantno. Mene ne zanimajo besede. Ne zanima me samo, kaj tam piše, ne? Kaj to zdaj pač nekako generalno pomeni, ampak me predvsem zanima avtor, ne? Zanima me, kaj je doživljaj za temi besedami. Ne? In v leposlovju se mi pa zdi, da je tukaj res toliko, pa ne samo emocij, ampak nekih izkušenj, ki so pravzaprav toliko globje od besed, da pač dejansko ne bi zaupala stroju, da čeprav bi verjetno zelo vešče in predvsem zelo hiter to naredil, ne, jaz tega sploh ne bi šla brati. Kot pravite, ne, v tem članku, lik in delo nikoli nista nepovezana. Resnično menim, da sonet, ki ga proizvede ChatGPT, res da v metriki je brezhiben in vsebinsko vse bolj intriganten, v človeškem bitju še ne more vzbuditi zanimanja, ki bi bilo enakovredno gonu, zaradi katerega poskušamo priti do dna avtorjevi domišljiji in vso noč ne odložimo napetega romana. Kajti kot bralka hočem vedeti, kaj si je mislil pisec, sočlovek, hočem vedeti, česa so zmožni in čuti dotičnega. To mene nazadnje pouči o tem, česa sem zmožna jaz. To je v bistvu Ja, ta to je v razlika bistvu med to, ja. strojem oziroma programom in človekom. In to jaz verjamem, da velja tudi do neke mere za leposlovno prevajanje. Ne? V bistvu ne more človek oziroma stroj ponazoriti te izkušnje izvirnika tako dobro, kot to lahko naredi nekdo, ki ima to izkušnjo. Ne? A se prevajalci, prevajalke že soočate v bistvu s tem, oziroma na kak način umetna inteligenca že vdira v vaš svet? Ja, mislim, velik napredek so že slovari na spletu. Ne? To pač, ko sem jaz začenjala prevajati, tega niti ni bilo toliko. Seveda, korpusna lingvistika, vse, ja, absolutno. Tudi v nekaj časa sem imela redno službo kot prevajalka evropskih besedil, ne? In tam je bilo pač recimo ogromno teh korpusov, kjer so bile stvari že prevedene in si mogel seveda upoštevati že obstoječe prevode. Vsak dan bolj, ne? Ampak v leposlovnem prevajanju se mi zdi, da je vse da je to bolj literatura, no? Bolj v smislu leposlovja, kakor pa pač uporabne vrednosti. Tudi tukaj v leposlovnem prevajanju imam občutek, da pač težje prevlada kapital. Ne? Mislim pač, če imaš ti neko pogodbo, pa jo flikneš not v prevajalnik, ti bo dost točno razložil, koliko bo kdo dobil keša, kaj bo kdo imel od tega in tako naprej.
Tukaj pa ni tako jasno, kaj ima kdo od tega, ker ima predvsem vsebina več veze z doživljanjem literature same in tudi seveda nekih čist človeških izkušenj. Tako da se mi zdi, da tukaj še ne vdira tako zelo. No. Definitivno je fascinantno, ne, kaj lahko sprovede umetna inteligenca in v koliko kratkem času provede recimo, roman, tako da ga lahko razumeš približno. Ampak jaz mislim, da pač enostavno imam eno tako malo mogoče renesančno upanje v ljudi, da jih bolj zanima tisto, kar je zadaj, no? Ne samo to, kar je rečeno. Literarna kritika, kako jo doživljate oziroma pravite, da se vam zdi zapostavljena v Sloveniji? Ja, v Sloveniji je pač literarna kritika tako slabo plačana, da jaz tega sploh nisem mogla verjeti, ko so mi pojasnili. Se mi zdi pa pač absolutno nepogrešljiva za vse pišoče. Recimo meni je zelo pomembno, kaj bo kritik videl, kot pač zelo vešč, poglobljen bralec, kaj bo videl v moji knjigi. Tudi če bo kritika zelo slaba, pač dejansko meni je to dragocen podatek, je neko ogledalo, ne? In je tudi nek zemljevid, ker dostikrat te kritik lahko umesti, ne samo potem, kaj je avtor hotel povedati, ampak umestite v širše struje. Jaz nikoli ne bom toliko prebrala, kakor kritiki preberejo načeloma, ne. Pač, ko sem potopljena, ne vem, to imam še eno tako, kot je tista zgodba v sebi, imam še eno tako pač osebno neko vizijo, da kritik recimo je tako v središču, ne, in ima neko vrvico v roki, avtor je pa na vrvici in od blizu zoomira stvari, ne, in pač tako kot vrvica mora zdržati, ne, tako mora avtor zdržati in tako mora kritik zdržati, ne, in zdaj, če je mogoče ta vizija ni glih preveč nazorna, ampak meni recimo veliko pomeni, da imam občutek, da me kritik nekako lahko vodi v tem smislu, da mi pove kot zemljevid, kam jaz zdaj, v katero smer grem, kdo je še tam in kako to približno speljati, ne, to popotovanje. Ne. Dostikrat se zgodi, da pač kritiki prvi vidijo, kaj si zares hotel povedati, ne. Dostikrat se pa tudi zgodi, da vidijo celo kaj, česar nisi niti zavedno delal, zavestno delal, ne, pa ti v bistvu odprejo novo dimenzijo tega, kar bi lahko naredil z literarnim delom. Tako da zame je kritika absolutno literarna pač zaklad in pravzaprav ne razumem, kako je to lahko tako podhranjeno, ne. Pravzaprav imamo ogromno dobrih kritikov, glede na to, koliko so slabo plačani, pač hvala Bogu, da jih imamo, ampak pač res ni fair, ne. Jaz, ko napišem knjigo, seveda zelo nestrpno čakam prve kritike, pa ne zdaj zato, da bi hotela, da me hvalijo, ne, ampak pač, a se je videlo to, kar sem jaz hotela, a mi je ratalo, in kje sem pristala s to knjigo, ne. To je pač zame neka interakcija, ki bi morala biti pravzaprav po mojem pri vseh literarnih prostorih pač dosti enakovredna, ne, v smislu avtor-kritik sodelovanja, ne. Pri nas je pa pač žal to poklic, ki ne vem, kako se bo obdržal, dejansko mi ni jasno. Še posebej, če bomo vpletali s takimi stvarmi, kot so izrazi mlada kritičarka in tako naprej. Mlada kritičarka me je raztrgala. To je tako poniževalno, mislim, tudi če je mlada, pa kaj še, ne, še toliko slabš pol, da niti mladi ni bilo všeč, ne, zdaj se že malo zezam, ampak hočem reči, kako smo pripravljeni takoj zavreči, ne, to ogledalo, ki nam ga daje kritika. To se mi zdi nezaslišano, pač mi rabimo drugega. Jedrt Maležič, o bipolarni motnji govorite javno in na glas, tudi danes ste jo sami večkrat omenili.
Skratka, detabuizirate tematiko duševnega zdravja. 6-krat ste bili hospitalizirani, ne? Pravite, da več kot 15 let že jemljete zdravila, ki vam, kot pravite, pomagajo. Ob tem pa poudarjate tudi nujnost, tudi to ste danes že omenili, da bi bila psihoterapija, ne, pogovor psihoterapevtski, dostopen vsem, ne le tistim, ki imajo denar, da si to plačajo. Povejte iz svoje izkušnje, kako pomembno je to, da bi vsi ljudje, ki so v takih ali drugačnih stiskah, ki imajo težave, prišli pravočasno do dovolj usposobljenih ljudi, da bi z njimi tudi psihoterapijo delali. Ja, tukaj je po mojem predvsem problem, da pač nikoli ne bojo vsi, ki bi rabili psihoterapijo, je tudi dobili, ne. Pa ne zato, ne samo zato, ker sami ne bi prišli do psihoterapevtov, ampak tudi zaradi tega, ker pač tisti ljudje, ki bi verjetno objektivno najbolj rabili psihoterapijo, sami ne bodo šli tja, ne. Skratka, Ne bodo prosili za pomoč. Skratka, dogaja se tudi to, da mnogokrat veliko ljudi rabi psihoterapijo zaradi tistega enega človeka mogoče, ki bi jo najbolj rabil, pa ne gre. To ste hoteli reči. Ja, hotela sem reči pravzaprav, da je zelo težko si priznati, ne, da rabiš pomoč. Če pa si že priznaš, je pa tudi trenutno nora gužva, ne. Pač že mislim, da še pred korono, ne, pred temi karantenami, da so ljudje pač od tesnobe ves čas oblegali te razne inštance, dispanzerje, institucije in tako naprej. Jaz mislim, da pač da ta zakon o psihoterapiji bi moral iti naprej, absolutno. Priporočila bi seveda vsakmu, ampak ne pa vsakega terapevta. Ne. Tukaj je pa spet, ja, seveda. Treba ločiti zrnje od plev Ja, in pa iti tudi res boljše, da strokovnjakom. ga nimaš, kot da imaš slabega. Ne, Ja, ali pa za dejansko. kakšne šarlatane, ki se zdaj Tako. kot terapeuti predstavljajo. Ne? Ja, pač ne more vsake roke polagaš zdraviti shizofrenije. Ne, to je pač, Tako. to je zelo nevaren. Jaz sem recimo, ko sem hotela reči, ko sem začela kariero bipolarne motnje, ne, Ja. ko sem ugotovila, da se mi je, da res rabim pomoč, da se mi je uranko trgal. Meni so na začetku rekli, lejte, to so zdaj tableti, vi boste to imeli celo življenje. In sem rekla, ja, jog bom jaz, ne, kaj je zdaj to, dajte mi malo pojasniti. In so rekli, ja, pač ste bolni, boste imeli celo življenje. In to je bilo tako brezprizivno rečeno, to je bil pač ukaz, vi boste celo življenje na tabletih. In jaz seveda tega nisem sprejela, ne. Mislim, težko je bilo, 10 let sem rabila približno, da sem se pač soočila s tem, da pač ja, dejansko rabim tablete. Vsakeč, ko sem nehala jih jesti, je šlo kaj narobe. Je pa tudi res, da če sem sam tablete jedla, pa nisem imela psihoterapevtskih pogovorov, ne, Pa tudi šlo pa ne. tudi narobe. Tako da pač, zdaj ne vem, jaz mislim pač, glavno je to, da si človek prizna, da sam ne bo mogel. Zdaj, ali je pa to resna diagnoza, ne, tako kot pri meni pač bipolarna motnja, kar resna, pa meni je šlo tudi že v psihozo, pa tako naprej. Če ni bilo dosti dolg pogovor, ali pa pač tablet, ali pa pač, če sem ostala nezdravljena, kaj sem hotela reči, ne glede na to, ali je pač to resna diagnoza, ali je pač neka trenutna Akutna situacija v življenju, ja. zunaj, ja. V vsakem primeru rabiš strokovnjaka. Tako. Tukaj res mora biti nekdo usposobljen, pa ne mislim sam psihiatrov, tudi so psihoterapevti zelo, zelo dobri. Ampak pač treba je, mora biti nekdo, ki presodi, a te bo poslal naprej na medikamente, a te bo poslal celo mogoče v nek zaprt prostor, ki je inštitucija. Jaz nisem tako zelo kontra inštitucij, sem pa zelo proti tem ustoličenim, bi rekla, mislim, same inštitucije so po mojem lahko koristne, zaradi strukture čist pač jasne, ki tam je. Zaradi urnikov in tako naprej, in zaradi skupin, tudi zaradi delovne terapije. Psihoterapije žal tam ni. Oziroma mislim, da je en psihoterapevt v celem polju v tej psihiatrični bolnici, kar je grozen. Sem si pa nekako uspela v pač tej karieri, zdaj že mislim, da 20-letni ali nekaj takega, pa že več kot 20 let vem, da imam problem. Sem si uspela izboriti pogovore. Ne? Zdaj zadnje čase, ravno pred kratkim sem bila 1 leto brez psihiatrinje, ne?
kar se sploh ne bi smelo zgoditi z mojo diagnozo. Ne? Pač to hudo je. In potem, hvala Bogu, zdaj imam super zdravnico, ampak to bo vedno slabše. Jaz mislim, da bo to vedno slabše in zato pač ta zakonska ureditev se mi zdi pač absolutno nujna in milo rečeno ne razumem oholosti nekaterih medicinskih zaprisežencev, ki pač niso pripravljeni niti prisluhniti ljudem, niti temu, ne, kaj bi ljudje rabili. Ne. Sej tako, kot ste prej rekli, ne, iti k nekomu, da lahko gre vsak nekomu, ki je strokovnjak in ta strokovnjak presodi, ali je to... A ga pošlje naprej. A ga pošlje naprej, a za terapijo, ali ni za terapijo, ali je za v bistvu... Glavno je, da se te pleve izločene. Glavno je, da se pač te, ki se futrajo, pa pač dejansko vlečejo denar od ubogih ljudi. Ne. In povzročajo dodatne stiske, psihološke stiske. Tako, napačne diagnoze in tako. Tako. Za konec samo še to, vem, da ste spremljali naše razkritja več preiskovalnih člankov, poročali smo o določenih pričevanjih o nasilju na ljubljanski psihiatrični kliniki in na kakšen način se je klinika lotevala tega problema ali pa bolje rečeno slabo lotevala tega problema. Torej z vsemi pričevanji, ki smo jih objavljali, raziskavami, preverjanji in odzivi klinike. Vi kot človek z izkušnjo te psihiatrične klinike, kako pomembno se vam zdi, da tudi država razišče to do konca, tako kot smo novinarji, konkretno Barbara Smaila, naša novinarka v rubriki Poglobljeno, da tudi torej državne institucije tu opravijo svoje delo, ne le novinarji, da pridejo temu do konca. Ja, absolutno nujno se mi zdi to. Mislim, jaz sem to zgodbo tudi spremljala, ne? Po eni strani kot zainteresirana javnost, po drugi strani tudi kot pač psihiatrična bolnica, ki je večkrat obiskala bolnico. Ne? In se mi je zdelo tako ponižujoče poslušati to sprenevedanje. Pač kako lahko nekdo naprej reče, tega pa pri nas ni. Ne? To je točno to, česar se je treba bati. Mislim, pač osnove in ta človek je psihiater, čeprav razumem. Me prav zanima, kako bi reagiral, če bi nekdo prišel k njemu pa bi rekel, jaz sem imel popolno otroštvo, jaz sem pač brezhibno, moji starši so bili angelčki. Pač to je sumljivo že takoj. Skratka, raziskati tudi strani države. Absolutno je treba temu prijeti do dna in tudi mislim, da bojo težko najdali zdaj konkretno ljudi, ki so delali te napake, oziroma ne vem kako. Ne. Ljudje so pač, osebje je zgarano, to je že res. Tudi o tem smo pisali. Zlorabe se dogajajo povsod, še posebej v totalitarnih sistemih, kakršne je psihiatrija. V totalnih institucijah, da. V totalnih institucijah, tako je skar totalitarnostjo to. Ker je tudi totalitarno. Ampak kar je treba po moje reči tukaj, no, upam, da se strinjate, da to smo tudi mi ves čas poudarjali v teh člankih, Barbara je poudarjala, izjemno pomembno je, da ljudje, ki imajo težave v duševnem zdravju, o tem sva že govorili danes, ne, da pravočasno poiščejo strokovno pomoč. Jasno je, da namen teh naših člankov nikakor ni bil odvračati ljudi od pomoči, niti pod razno. Ne, se gre za to, da se sanira zadeva. Da se sanira in da se naredi sistem boljši, ne, za vse, ki bodo še stopali. Istočasno vsega pometati pod preprogo in vabiti ljudi, naj pridejo po pomoč, pol jih pa, ne vem, privezati na posla pa teps. Mislim, pač to ne gre tako. Treba je dejansko po mojem raziskati to že zaradi teh žrtev, ki so spregovorile. Ne? Če ne celo zaradi vseh do zdaj, ki so bili tam, pa se jim to niti ni zgodilo. Pač dejansko je treba narediti to varen prostor in varen prostor je pač pomeni, da tukaj ni ljudi, ki bi se izživljali. Mnogi ljudje, ki se zdravijo ali pa so se zdravili na ljubljanski psihiatrični kliniki, seveda niso doživeli nasilja, imajo dobre izkušnje. Tam tudi delajo ljudje, večina ljudi, ki so strokovnjaki in se izjemno lepo obnašajo do ljudi. In vse to je v bistvu to, o čemer so govorili. Da gre za to, da je treba stvari raziskati, za to, da se dogajajo samo ravno dobre stvari. Ravno zato bi pričakovala neko pripravljenost, predvsem od ljudi, ki delajo tam, ne? Da se pač njihov delovni prostor ne nazadnje detabuizira in sanira. Ne? In tako da pač milo rečeno sem zgrožena nad tem odzivom psihiatrične klinike oziroma pač direktorja, vodstva tako.
ker je ne samo, da je ošabno, ampak je tudi kratkovidno in neumno na dolgi rok. Razen, če so imeli občutek, da morajo koga odvrniti, ne, preveč. Ampak tudi to je seveda popolnoma neetično. Jaz mislim, da pač seveda napake se dogajajo, seveda v sistemu jih je treba čim bolj izločati. Ne? Tako kot vseh drugih sistemih. Tako. Jedrt Maržič, hvala lepa, da ste bili moja gostja. Hvala lepa za pogovor in upam, da se še kdaj vidimo. Hvala lepa.